Še slišite? Trdrm, 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 tisti zvok vagonov, ki udarjajo ob tračnice, tam nekje, na poti stran od doma, stran od domovine. Še slišite? Tisti jok in stok otrok iztrganih iz varnega naročja staršev. Še slišite? Tisto nemo vprašanje. Zakaj? Zakaj vendarle? Še slišite? Tisti utrip srca za svobodo, za domovino, za pravico in lastno resnico. Ne. Ne dopustite, da bi kdarkoli pozabili. Zato, da ne bi nikoli pozabili. Zato, da ostane v spomin in v opomin. Lepo pozdravljene tovarišice in tovariši, interniranke in interniranci, dragi prijatelji, cenjeni gostje, gospe in gospodje, na našem tradicionalnem srečanju spomina in opomina. Danes tu obujamo spomin na vse tiste, ki so doživeli razčlovečenje v koncentracijskih in delovnih taboriščih zaradi tega, ker so pripadali napačnemu narodu ali napačnemu političnemu, verskemu, kulturnemu izročilu ali ker so bili duševno ali telesno pohabljeni. Obenem pa tudi spomin na tiste, ki so to razvrednotenje preživeli, vendar zaznamovani zavedno. V imenu skupnega taboriščnega odbora Ravensbrück in Auschwitz pri Zvezi združenj borcev za vrednote NOB še posebej toplo pozdravljamo današnjega slavnostnega govornika, predsednika Državnega zbora Janka Webra. Evropsko poslanko magistrico Tanjo Fajon, pozdravljamo tudi poslance v Državnem zboru. Državno sekretarko na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Darjo Hostnik. Državnega sekretarja na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Borisa Jesiha. In vse prisotne nekdanje poslanke in poslance, ministrice in ministre, vse, ki ste nam že kdajkoli spregovorili na tem srečanju. In prav poseben pozdrav seveda velja vsem vam, internirankam in internirancem, političnim zapornicam in zapornikom. Vsem vam, ki vam je bil ukraden en del otroštva, en del mladosti in skorajda vse dostojanstvo. In lep pozdrav seveda tudi vsem vam, prijateljem in svojcem, ki jim ne dopustite, da bi s temi žalostnimi spomini ostajali sami. Prenašam vam tudi pozdrave stoletnika Borisa Pahorja, ki se žal ni mogel udeležiti tega srečanja, saj ima pomembno predavanje v Italiji, kjer opravlja svoje temeljno poslanstvo. Mladim pripoveduje o trpljenju naroda pod fašizmom in nacizmom. Prenaša pozdrave in čestitke. Skratka, lepo pozdravljeni tukaj zbrani v spomin in opomin. Na oder pa vabim srce in dušo tega srečanja, tovarišico Dano Valič.
v imenu taboriščnega odbora Ravensbrück Auschwitz pozdravljam vse interniranke in internirance, pozdravljam vse goste, vse prijatelje. Na pročelju muzeja v Ravensbrücku je napis Niemals vergessen, nikdar pozabiti. In tudi mi s svojimi srečanji in s prenašanjem vseh vrednot in vsega trpljenja te naše generacije prenašamo na nove generacije in želimo, da se te žrtve ne bi nikdar pozabile. Sedaj pa predlagam minuto molka v spomin vsem umrlim internirancem in internirankam v taboriščih in po vojni. Prosim za minuto molka. Slava jim. Slava. Hvala. Orkester Slovenske vojske pod vodstvom dirigentke Andreje Šolar, solistka flavtistka Vanja Ivankovič in tema iz filma Schindlerjev seznam.
Dovoljeno je samo tisto, kar je zaukazano. Kar ni zaukazano, je prepovedano in bo strogo kaznovano. To je zakon, ki je veljal za žičnato ograjo. Zato nikoli več številka, vedno le človek z imenom in priimkom. Človek s svojimi željami, hotenji, svojo pravico, svojo lastno resnico. Nikoli več seznamov razčlovečenih, vedno le seznami srečnih in zadovoljnih ljudi. Nikoli več ušitih v srce in dušo trikotnikov, ne črnih, ne rdečih, ne zelenih, ne modrih, ne lila in ne rumenih. Kajti vsi ljudje se rodimo enaki, z neodtujljivo pravico do življenja in iskanja sreče. Vsak človek je zase svet. Čuden, svetav in lep kot zvezda na nebu. Vsak tiho zori, počasi in z leti. A kamor že greš, vse poti je treba na novo začeti. Tako živimo ljudje, vsak zase krmari k pogrebu. Svetloba samo nas druži, kot zvezde na nebu. A včasih so daleč poti, da roka v roko ne seže. A včasih preblizu so si, da z nohti lahko srce kdo doseže. K pozdravnemu nagovoru vabim evropsko poslanko, magistro Tanjo Fajon. Hvala lepa, spoštovani. Iskrena hvala, da ste mi dali priložnost, da danes spregovorim našim internirankam, internirancem in ostalim zbranim in povem nekaj misli, ki so se mi porajale v zadnjih nekaj letih, ko sem ta tradicionalni dogodek spremljala kot gostja. Počaščena sem, da z menoj delite to spomine na vašo preteklost. Ne glede na osebno in kolektivno bolečino, ne glede na nujo podoživljanja morečih trenutkov, je vzdrževanje, ohranjanje zgodovinskega spomina na prekletstvo druge svetovne vojne potrebno in pomembno in to z več vidikov. Najprej zato, ker moramo na tak način vedno znova obsoditi nacizem in fašizem in se pokloniti njunim žrtvam. Pa seveda zato, ker lahko s tem skupinsko izrazimo hvaležnost preživelim in še živim. Ženske, matere, hčere, prijateljice, tovarišice, ki ste preživele tiranijo taborišč, niste preživele po naključju ali ker bi morda bile fizično tako zelo močne. Preživele ste, ker ste bile tako silnega duha. Zato ste zmogle ohraniti ponos, držo, zato ste ohranile slovenstvo in narodu darovale največ, kar je mogoče. Zato vam osebno in prepričana sem, da tudi v imenu večine mlajše generacije izrekam spoštovanje in poklon. In nenazadnje so taki spominski dogodki pomembni zato, ker nam pridržijo ogledalo in ponudijo priložnost, da se zavemo, da moramo narediti vse, da se podobne grozote, ki bi jih povzročila hegemonija nekega naroda, vzpon kakršnekoli ideologije ali kakršnokoli drugo zatiranje, nikoli več ne zgodi. Evropa je svojo ceno za take napake že plačala. Evropska unija je zrasla na pogorišču in ruševinah prepojenih s krvjo. Njeni temelji so zacementirani z vizijo, mislimi in dejanji ljudi, ki so zmogli preseči vsakovrstne delitve. Zato in zaradi številnih pametnih, da si ravno težkih kompromisov, je Evropa danes varen, moderen prostor v svetovnemu mozaiku, življenjsko okolje, kjer se spoštuje svobodo, človekove pravice,
in družbeno, politično, kulturno, jezikovno različnost. Vendar ne smemo nikoli pozabiti, te vrednote niso samoumevne. Brez stalnega negovanja ni nujno, da bodo preživele. Živimo namreč v času, v katerem sta po eni strani preobilje, po drugi pa trenutna kriza močno razjedla moralne vrednote, spremenila obraz gospodarstva in politike in precej predrugačila družbene odnose. Skrhano zaupanje v voditelje, ki ne morejo ponuditi hitrih rešitev, je slaba popotnica za prihodnost. A odgovor na to ni in ne sme biti apatija. In odgovor ne sme biti populizem. Skozi zgodovino se je že večkrat izkazalo, da prav v kriznih časih dobijo krila ljudje, ki z dvomljivimi ali celo nevarnimi idejami, a z dobro retoriko in dovolj karizme prepričajo nedejavne množice k slepemu sledenju. Tega ne smemo dovoliti. Trenutna nevarnost Evrope je prav vzpon nacionalističnih gibanj, skrajne desnice, ki si z vzbujanjem sovražnega govora in širjenjem nestrpnosti nabirajo politične točke za vstop v nacionalne vlade in Evropski parlament. Populizma, ki protestira proti tujcem, manjšinam, vsem drugačnim ne doma, ne v Evropi ne potrebujemo. Slovenci ne potrebujemo voditeljev, ki z nenehnim trudom, da bi predrugačili zgodovino, razdvajajo narod in zastrupljajo mlade generacije, kot tudi ne potrebujemo voditeljev, pa naj bodo politiki ali gospodarstveniki, ki ne sprejemajo odgovornosti. Potrebujemo voditelje z zdravo pametjo in hrbtenico, ki bodo zmogli preseči težnjo k osebnim in parcialnim interesom in ki jim ne bo edino vodilo dobiček za vsako ceno. In potrebujemo zdrave, kritične, povezane in aktivne državljane, ki bodo takšne voditelje znali prepoznati in izbrati in ki bodo z artikulirano mislijo in besedo razmišljali in prispevali k prihodnosti. Kajti ni vseeno, ali molčimo, ali smo glasni. Če bi skozi zgodovino molčali, Slovencev ne bi bilo. Priključitev Primorske, ki danes tudi z nami spet praznuje, bi bila nikoli dosegljivi sen. Koroška bi bila izumrla beseda in Župančičevi verzi, s katerimi bom zaključila, bi nikoli ne zveneli, še sploh ne slovensko. Domovina je ena, nam vsem dodeljena, in eno življenje in ena smrt. Bodočnost je vera, kdor zanjo umira, se dvigne v življenje, ko pade v smrt. Hvala lepa. Hvala za besede spomina in opomina. Pozdraviti nas je prišel tudi dr. Boris Jesih, državni sekretar na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Prosim. Trošica in tovariši, interniranke, interniranci, rojakinje in rojaki iz zamejstva, gospod predsednik Državnega zbora, evropska poslanka. Dovolite mi, da vas na kratko pozdravim tudi v imenu Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vi, ki ste trpeli po različnih taboriščih Evrope, ste se zbrali danes tukaj v opomin nam, ki se tega samo spominjamo. Evropa, evropske države imajo danes zgledno urejen spomin na grozote, ki so se dogajale v teh taboriščih in zaporih. Ko jih obiskujemo, vedno znova pogledamo v sezname ljudi, ki so tam trpeli in pogledamo tudi, kje so in koliko je bilo Slovencev. Slovence najdemo na seznamih različnih držav, tudi Avstrije, Italije, pa še kakšne druge. To je dokaz, da je eden od ciljev nacifašizma bilo uničenje narodov in Slovenci smo bili namenjeni na tem seznamu, ki je bil namenjen tistim, ki jih je bilo potrebno uničiti. Danes se tega spominjamo in nujno je, da to, kar delamo danes, bomo počeli tudi v prihodnje. Veste,
Eni so bili tisti, ki so trpeli v taboriščih in zaporih, drugi so bili pa tisti, ki so jih tja pošiljali. Želim vam s tem stavkom bom zaključil in želim vam prijetno bivanje in druženje v Portorožu. Hvala za izrečene besede. Med drugo svetovno vojno je okupator v koncentracijska taborišča in zapore poslal 22.000 Slovenk. Večino izmed njih je poslal v največje žensko taborišče Ravensbrück in v njegove podružnice. Veliko jih je odšlo v Birkenau, podružnico slovitega Auschwitza na Poljskem. Poslali pa so tudi na Rab in Gonars. 9.000 Slovenk se po vojni ni vrnilo domov. Nekdanje taboriščnice in taboriščniki ste organizirani v različne taboriščne odbore. In kot poudarja naš današnji gostitelj, je letošnje, že 19. po vrsti tradicionalno srečanje, posvečeno spominu na 63.000 Slovenk in Slovencev, ki jih je okupator iz ozemlja sedanje Slovenije izselil v delovna in koncentracijska taborišča. Bili ste prisiljeni zapustiti svojo domovino, ki ste jo imeli radi, tu pa se je bil partizanski boj. V veselje mi je, da lahko ponovno pozdravim med nami igralca, starosto partizanstva, mojega dedka, Aleksandra Valiča. Svoboda, strašna je tvoja cena. Je že kdaj kdo izmeril kri, ki je zate potočena od pamtivejka do današnjih dni? Iz vse te krvi, koliko novih ljubezni bi naročje odprlo, koliko novih ljudi bi sonce uzrlo, koliko novih src bi vesolje ogrelo, koliko lepote in luči iz nje zažarelo. Iz vse te krvi si se rojevala ti, svoboda, največja dobrina, večja od matere, žene, hčere in sina. Svoboda, največja od vseh besedi. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza, ne grobov. Branili smo polja, branili gozdove, branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj večno vam sije sonce svobode. Naj nikdar te sreče, kak tujec temni. Če vas bo kdaj skušal ukovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi. Najlepša hvala. Sedaj pa sledi
Partizanski pevski zbor pod vodstvom profesorja Franca Gornika in ob spremljavi harmonike Branka Sladiča, Bazovica, Kje je moj mili dom s solistom Tonetom Lovcem in Eno devo le bom ljubil. 3 iz njihovega bogatega programa Lepe doživete domovinske pesmi. Prosim. Mi smo ubežniki, mi smo izdanci, cesta nam cesta je, brat nam je brat. Mater služnosti, vječan so znanci, mi pa verujemo v našo pomlad. Čujete krike gorja po Primorju, Istra nas čaka, Goriška in Kras. Bratje, svetlika se na obzorju, strnite vrste, bliža se čas. Kmalu pokliče nas Trst in Gorica, divje odmevov bo križ svit noči. In maščevana gola novica, obzori krvavi, nebo zažari. Kmalu pokliče nas Trst in Gorica, divje odmevov bo križ svit noči. In maščevana Boga zovica, obzori krvavi, nebo zažari.
robu zemlje, mila ljubav je tako, da jo zlati zor objemlje, da smehlja se ji ne bo, da jo zlati zor objemlje, da smehlja se ji ne bo. Njole bom večer življenja, njole bom večer življenja, ljubil iz srca globin. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slaven zvest sem sin. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slaven zvest sem sin. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slaven zvest sem sin. Ljuba moja je Slovenija, jaz pa slaven zvest sem sin. Najhujši zločin naših gospodarjev ni to, da nas fizično uničujejo in ubijajo, ampak da ubijajo v nas človečnost in plemenitost. Vse tisto lepo in dobro, kar nas dela ljudi. Najbolj grozen način je ubiti človeka tako, da ostane živ. In kdo si ti, ki si drzneš v imenu neke tuje ideologije, neke izkrivljene svoje resnice, ukleniti telo in uniformirati dušo? Kdo si ti, ki si drzneš otroštvu vzeti iskrivost, mladosti radoživost in življenju dostojanstvo? Kdo si ti, ki govoriš visoke besede, povsem brez srca? Kajti potrebne so preproste besede, take, kot jih poznate vi. Tovarištvo, solidarnost, sočutje. Treba je mnogo preprostih besed, kakor kruh, ljubezen, dobrota, da ne bi slepi v temi na križpotih zašli z pravega pota. Treba je mnogo tišine, tišine zunaj in znotraj nas, da bi slišali glas, tihi, plahi, pojemajoči glas golobov, mravelj, ljudi, src in njih veličine sredi krivic in vojska, sredi vsega tega, kar ni kruh, ljubezen in ne dobrota. Tišine, tišine. Srca samo naj merijo čas, kažejo pota. Za nekaj takih preprostih besed prosim današnjega slavnostnega govornika, predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, Janka Vebra. Hvala za besedo. Spoštovane bivše interniranke, interniranci, politične zapornice in zaporniki, takrat ukradeni otroci, spoštovane tovarišice in tovariši, cenjeni gostje. V izjemno čast mi je, da sem lahko danes v vaši družbi, v družbi trdoživih in pokončnih ljudi, ki ste pred 7 desetletji na lastni koži občutili sovraštvo in prezir nacifašistične ideologije. Kljub temu ste uspeli ne le preživeti, temveč tudi iz leta v leto prenašati breme te strašne preizkušnje.
Izkusili ste grozote preteklega stoletja, ki se je v zgodovini zapisalo tudi kot eno najbolj brutalnih, najbolj uničujočih stoletij v zgodovini človeštva. 20. stoletje je bilo zaznamovano z neizmernim trpljenjem civilnega prebivalstva, ki sta ga povzročila najprej prva, potem pa še druga svetovna vojna, dve strašanski vojni vihri, ki sta na površje naplavili najbolj nepredstavljive in najtemnejše plati človeškega značaja. Sam pripadam generaciji, ki strahot druge svetovne vojne ni izkusila. Generaciji, ki je bilo prihranjeno občutiti zaničevanje in nevrednost nearijske rase. Generaciji, ki ni bila priča streljanju talcev, deportaciji civilistov v taborišča in otrok v nacistične prevzgojne ustanove, množičnemu preseljevanju, požiganju in vsesplošnemu pustošenju. Vi in vaši svojci pa ste v vsej uničujoči silovitosti izkusili fašistično nasilje, ki se je napajalo na najbolj neosnovanih in grobih narodnostnih, rasnih, etničnih in političnih predsodkih. Ste še zadnje priče ene najbolj nehumanih izkušenj sodobne civilizacije in s tem živi dokaz za skrajnosti, ki so pripeljale do popolnega razčlovečenja človeškega bitja. Nedavno sem v enem izmed svojih nagovorov izpostavil, da Slovenci kot narod nismo nikoli nikogar ogrožali in nikomur želeli nič žalega. Kljub temu pa so se poizkusi raznarodovanja, pokoravanja in prisilne asimilacije slovenskega naroda kar vrstili. Med drugo svetovno vojno so nam okupatorji namenili kulturno in fizično uničenje. Kruto so se izživljali nad okupiranim prebivalstvom, etnično čiščenje je bilo sestavni del njihovih uničevalskih načrtov. Iz slovenskih domov je bilo v različna taborišča prisilno izseljenih več kot 60.000 ljudi, mnogo tudi otrok, ki so bili s tem zavedno oropani otroštva. Več kot 26.000 Slovenk in Slovencev se ni nikoli več vrnilo na domača tla. V taboriščih, kot so Auschwitz, Ravensbrück, Dachau, Rab, Gonars, da omenim le nekaj najbolj zloglasnih, je ne le zaradi fizičnega nasilja, ampak predvsem zaradi pomanjkanja hrane, slabih higienskih razmer, mraza in prenatrpanosti umrlo na tisoče rojakov. Lakota, stradanje, nečloveške razmere, bolezni, epidemije, izčrpanost, trpljenje, beda in poniževanja pa so bili sestavni del običajnega vsakdana. Vsakdana, ki ga mnogi med vami še predobro poznate. Resničnost, kakršno ste izkusili vi, je za vse, ki smo se rodili in od nekdaj živeli v miru in svobodi, nepredstavljiva. Oropani človeškega dostojanstva in poteptanega, vendar ne zlomljenega duha, ste šli skozi pekel na zemlji. In vendar ste preživeli, nekateri prikrajšani za otroštvo, drugi oropani svojih dragih, vsak po svoje pa zaznamovan z vidnim in nevidnim pečatom za vse življenje. Spoštovani, izkušnja, kot je vaša, verjetno dobi življenje popolnoma drugačen smisel. Pomembnejše postanejo drugačne vrednote. Verjetno predvsem tiste, ki bogatijo ljudi in odnose med njimi, tiste, ki krepijo medsebojno sožitje in zaupanje. Zato je še toliko bolj žalostno dejstvo, da se skoraj 70 let po koncu druge svetovne vojne, kljub civilizacijskemu in vsestranskemu napredku, še vedno soočamo z nesmiselnim sovraštvom, z nestrpnostjo, ksenofobijo in nasiljem. Vsakodnevno se srečujemo s prizori bede in opustošenja, ki ga povzroča nasilje. Srečujemo se s prizori, ki bi nam morali biti v opomin
in svarilo, kakšno gorje smo ljudje sposobni zadati drug drugemu ter kakšno razdejanje smo sposobni povzročiti. Pričujoča gospodarska in finančna kriza te okoliščine le poslabšuje, kot da se iz preteklosti res ne bi prav ničesar naučili, kot da je druga svetovna vojna in vse z njo povezane grozote le še eno izmed nesrečnih, a oddaljenih poglavij zgodovine. Če si želimo zagotoviti svetlejšo in lepšo prihodnost, takšnega razumevanja, takšnega dojemanja preteklosti pač ne smemo dopustiti. Mir, blagostanje in medsebojno sožitje so krhke dobrine, ki še zdaleč niso samoumevne, ampak so ves čas na preizkušnji. Kot takšne pa zlasti v težkih časih, kot so današnji, terjajo še toliko večjo mero napora od vseh nas. Spoštovani, živih prič, tistih, ki ste preživeli grozljivo izkušnjo druge svetovne vojne in vsega, kar sta vojna vihra ter vojni čas prinesla, je na žalost iz leta v leto manj. Zato je vse manj tudi neposrednih pričevanj o zapečatenih usodah, o odvzeti človečnosti in ugaslih pogledih, o otopelosti in obupani misli na odrešilno smrt. Tragične razsežnosti nacifašističnih zločinov tudi zato žal nezadržno drsijo iz spomina družbe. Vendar pa vse te grozote, nehumanosti in tragedije, pred katere ste bili pahnjeni, ne smejo biti nikoli pozabljene. Zaradi moralne dolžnosti do žrtev in v znak spoštovanja do vašega trpljenja in trpljenja vseh tistih internirank in internirancev, političnih zapornic in zapornikov ter ukradenih otrok, ki jih danes ni več med nami, moramo to tragično poglavje naše in hkrati evropske zgodovine, te sprevržene zločine, storjene nad nedolžnimi posamezniki, ohraniti večno v spominu in zavesti. Zlasti pri generacijah, ki nas bodo nasledile, moramo spodbujati humanost, sočutje, spoštovanje do sočloveka in človeškega dostojanstva. Vsakdo izmed nas, prav vsakdo, brez izjeme, je namreč nosilec pravic in dolžnosti, ki mu kot človeškemu bitju pripadajo. Tega ne bi smeli nikoli in nikdar pozabiti. Še toliko manj danes, v sodobnem času, ko so človekove pravice postale temeljni postulat moderne države. Le z ohranjanjem spomina na pretekle grozote in krivice, z negovanjem občečloveških vrednot, z varovanjem temeljnih človeških pravic, predvsem pa z doslednim zavračanjem in obsojanjem zavržnih dejanj, kakršnim ste bili priča, lahko preprečimo ponavljanje tako krute zgodovine. Spoštovani, srečanja, kot je današnje, verjetno zbudijo številne spomine na žalostne izkušnje, ki so tako grenki in boleči, da jih ne bo mogoče nikoli potisniti v pozabo. Vendar pa so skrajne razmere hkrati tudi tiste, ki iz ljudi ne potegnejo le najslabše, pač pa tudi tisto, kar je v njih najboljše. Zato upam, da ta srečanja v vas obudijo tudi prijetnejše spomine, kot so spomini na izjemno solidarnost in tesne vezi prijateljstva, tovarištva in požrtvovalnosti, ki so se spletla v taboriščih in zaporih, na vezi, ki so marsikoga iztrgala iz obupa in mu vlile voljo za preživetje. Nad vsem zlim, nad zatiranjem in slepim ter strupenim sovraštvom je vendarle zmagalo dobro. Zmagala je svoboda, zmagalo je življenje. Hvala za pozornost. Najlepša hvala za vaše lepe in pomembne besede. Orkester Slovenske vojske nastopa na slovesnostih in prireditvah v okviru Slovenske vojske oziroma Ministrstva za obrambo, na dobrodelnih koncertih, prireditvah lokalnih skupnostih in na spominskih dogodkih državnega pomena, poleg tega pa se rada odzove tudi številnim povabilom iz tujine, pravkar so se vrnili iz Moskve. In ja, postal je nepogrešljiv del naših srečanj.
Orkester sestavljajo pretežno glasbeniki z akademsko izobrazbo, deluje pa pod dirigentsko taktirko umetniške vodje Andreje Šolar. Ki za njih pripravi tudi kakšno priredbo. Naslednjih nekaj minut se nam obeta sožitje glasbe in plesa. Balerine baletne šole Stevens, ki jo vodita zakonca nekdaj prima balerina ljubljanske opere in baleta Nena Vrhovec Stevens in baletnik ter koreograf Andrew Stevens, nam bodo tokrat preko posnetka, ustvarjenega prav za današnjo priložnost, pričarali občutek mehkih jesenskih dni, ki vendarle že obetajo tudi pomlad. Domovina so zame sive strmine, rumene ravnice, zelene kotline in modre globine.
So sirovi štrukli, potice, pa pri kmetu kupljene krvavice. Domovina so zame češnje cvetovi, pa breze, pa v brajde ujeto zeleno zlato. Domovina je zame najmanj dvojina, jaz in ti. Domovina so zame besede blagozvočne, ujete v note in v verze. In te stvari lahko vzameš s seboj, kamorkoli že greš. Ko hodiš, pojdi zmeraj do konca. Spomladi do rožne cvetice, poleti do zrele pšenice. Jeseni do polne police, po zimi do snežne kraljice. V knjigi do zadnje vrstice, v življenju do prave resnice. V sebi, do rdečice čez eno in drugo lice. A če ne prideš ne prvič, ne drugič, do krova, do pravega kova, poskusi vnovič in zopet in znova.
Iskrena hvala Orkestru Slovenske vojske in dirigentki Andreji Šolar, ki nam vsako leto obudijo spomine in čustva in nas navdahnejo ponovno. In seveda že vnaprej hvala partizanskemu pevskemu zboru. Kar na oder, fantje, pod vodstvom profesorja Franca Gornika in seveda ob harmoniki Branka Sladiča. To isto razpoloženje kot Orkester Slovenske vojske pričara tudi z verzi. Partizanski pevski zbor bo spomladi praznoval 70 let delovanja. Ustanovljen je bil namreč spomladi leta 1944 v vasi Planina pri Črnomlju. Nastal je iz okrevajočih ranjencev, partizanov, kot edinstven zbor v takrat vojskujoči se Evropi. Imenovali so ga invalidski pevski zbor ali po domače tudi pojoča četa. Po vojni se je preimenoval v partizanski invalidski pevski zbor, kasneje pa v partizanski pevski zbor, kot se imenuje še danes. Zbor ohranja partizanske in domoljubne pesmi iz zgodovine zadnjih 100 let, ko se je slovenski narod bojeval za svoj obstoj. Že zdavnaj so presegli številko 2000 nastopov. Nastopi 30 do 40 različnih jih je na leto, so moralno plačilo pevcem za prihode na vajo, 2-krat tedensko. In sedaj sledi hvalnica ljubezni, svobodi in domovini. Gobierno fascista
Slovenija junaška, svobodna si
Zahvala. Zahvala vsem govornikom za prijazne, spodbudne besede opomina. Zahvala vsem članom orkestra Slovenske vojske pod dirigentsko taktirko Andreje Šolar. Seveda najlepša hvala vsem članom partizanskega pevskega zbora, zborovodji Francu Gorniku in harmonikarju Branku Sladiču. Hvala tudi plesni šoli Stevens, zahvala recitatorju Aleksandru Valiču, zahvala Istoku Pipanu in televiziji Medvode za prelepe projekcije in seveda zahvala recitatorju in sovoditelju Domnu Valiču za res čudovito dikcijo lepe slovenske besede. Hvala lepa. To je bil seveda izbor Pavčkovih pesmi, danes sta z nami tudi njegova žena in hči in tudi vnuk se smuka naokrog s fotoaparatom. Hvala sovoditeljici Silvani Knok za pripravo današnjega programa. S tem pa še nismo v celoti zaključili. Manjka samo še, recimo temu najpomembnejše, Orkester Slovenske vojske, Partizanski pevski zbor in mi vsi, ostala Primorska. Pozdravimo še odhod naših kaprščakov.
Naše tradicionalno srečanje je s tem zaključeno. Vidimo se spet naslednje leto, ko bo 20. obletnica.